Pogled v znanost. Tokrat v oddaji vnovič razmišljamo o mejah, obsegu in pogojih politične ureditve, ki sliši na ime demokracija. Nekdanji visokošolski učitelj z oddelka za filozofijo Ljubljanske fakultete in v 90. letih urednik časopisa Za kritiko znanosti, dr. Igor Pribac, je pred 2 desetletjema napisal esej, ki opisuje razlike med modernim in predmodernim pojmovanjem družbe. Glede na to, da se že desetletja ukvarja z zgodovino politične filozofije, bolje političnih filozofij, v oddaji namenjeni pogledom v znanost ne bo škodil razmislek o pojavnih razlikah nekaterih političnih drž, ki si umišljajo ideal družbe kot temelječe na strinjanju o temeljnih vezivih. Predmoderno razumevanje družbe predpostavlja torej nekakšen konsenz, ki mu v sodobnih razmerah politične ureditve z imenom demokracija pripisuje rešilno vlogo pri premoščanju dejanskih razlik. Avtor je v besedilu z izvornim naslovom Konsenzualna demokracija, ne hvala, sintetiziral temeljne razlike med predmodernim in modernim pojmovanjem družbe, kot že rečeno, in tako zasnoval idejni okvir za razumevanje težav, ki izvirajo iz morebitne prevlade predmodernega razumevanja družbe. To je lepo ilustriral ob primeru naše dežele, ki je iz nacionalnega konsenza konec 80-ih o izstopu iz federacije v začetku 90-ih pri mnogih vzbudila težave zaradi v novih razmerah izginule konsenzualnosti. Še danes si mnogi umišljajo, da bodo vse težave rešene z vrnitvijo omenjene enotnosti in konsenzualnosti. To pa v sodobnih razmerah povzroča le stopnjevanje konfliktnosti družbe, ki tako ne zmore in ne zna reševati nastalih protislovij sodobne družbe v Sloveniji. Vabljeni k poslušanju. Načelo konsenzualnosti kot načelo sprejemanja odločitev je mogoče ožiti in širiti v različne smeri. Kot skoraj vse pojme, ki opredeljujejo vrednostno in zlasti politično vrednostno konotirano stvarnost, je tudi konsenz mogoče opredeliti in tudi vrednotiti dokaj različno. Te različne razsežnosti konsenza iz latinskega cum sentire, skupno občutenje, mišljenje, mnenje, stališče, se pokažejo že, če navedemo nekatere izraze, s katerimi lahko v različnih primerih slovenimo pomenske odtenke sodobnih izpeljank te latinske besede. Konsenz lahko v različnih kontekstih prevajamo kot enotnost, sloga, dogovor, soglasje, privolitev ali dopuščanje. Konsenz označuje stanje enotnosti volja mnogih. V pridevniški rabi pa se pogosto nanaša na proces, ki vodi do tega stanja. Predpostavka večine rab te družine besed je, da je konsenz proizvod procesa, da je zavestno sprejeta odločitev 2 ali več samostojnih odločevalcev. Tu konsenz vstopi v območje moralne in politične filozofije. Mnogim se zdi, da je konsenz oziroma prizadevanje zanj jedro liberalno-demokratične politične ureditve. Demokratične družbe, ki bi v celoti zavračala načelo konsenza, si res da ni mogoče zamisliti, ne da bi na glavo postavili ideje demokracije, saj je politična ureditev, ki povsem zanika načelo konsenza kot enega izmed njenih temeljev, če sploh, mogoče misliti le kot despotizem enega, ki odloča v imenu vseh. Sama vzpostavitev demokracije kot oblike politične vladavine je nujno prehod od manj obsežne k obsežnejši veljavi soglasja. Da bi družba živela kot demokratična, je nujno široko soglasje njenih članov o prednostih demokratične pred drugimi oblikami politične ureditve. Toda načelo konsenzualnosti ne opredeljuje le demokratičnih družb. V načelo konsenzualnosti bi položili veliko preveč, če bi ga hoteli narediti za načelo, ki velja le v demokratičnih družbah. Na različnih ravneh in v različnih obsegih je konsenz lahko upoštevan tudi v nedemokratično urejenih družbah. Navsezadnje ga v njegovi najbolj šibki obliki, v obliki pristanka ali nenasprotovanja oblasti, najdemo v vsakem razmeroma obstojnem političnem sistemu. Noben tak sistem namreč ne bi mogel obstati dlje časa brez tihe privolitve v oblast vsaj dela vladanih.
Ob popolni odsotnosti takšnega soglasja, vsaj v delu družbe, se nobena oblast ne more trajneje obdržati. Toda, če drži, da konsenzualnost ni izključna značilnost liberalno-demokratičnih družb, je res tudi, da obstaja neki konsens, ki je za te družbe bistven. Konsens, brez katerega tudi teh družb ni več. To je konsens o ločnici med javnim in zasebnim, bolj znan kot konsens o človekovih pravicah. Sodobne demokratične družbe živijo v znamenju osnovnega konsenza o nezastarljivosti človekovih pravic, ki pomeni, da je varovanje osnovnih človekovih pravic poglavitni cilj nastanka in obstoja države, ki zasluži to ime in obstoj. Še drugače rečeno, v liberalno-demokratični državi je samo zaščita človekovih pravic sprejemljiv razlog za njihovo omejevanje. Ideja človekovih pravic, dosežek evropskega razsvetljenstva, je nastala kot sad spoznanja, da je to najboljša ureditev za ljudi, ki se v nekaterih rečeh nikoli ne bodo strinjali, zlasti ne o tem, kaj jim narekuje Bog, in o tem, kako živeti, če ga ni. Uveljavitev človekovih pravic skupaj z ločitvijo sfere javnih interesov od zasebnih je vsebovana prepoznanje legitimnosti različnih odgovorov na vprašanje poslednjega smisla življenja ali, rečeno z modernejšimi izrazi, pripoznanje pluralnosti vrednot civilne družbe. Ljudje se v svojih vrednotah razlikujejo, vzgibajo jih različne predstave o dobrem življenju in ni mogoče misliti, da bi te razlike v njihovem vrednotenju lahko kdaj povsem odpravili. Oblast, ki bi te razlike skušala omejiti, bi zapadla v takšno ali drugačno obliko moralnega perfekcionizma, ki bi kršil človekove pravice. To bi počela v imenu etičnih idealov, katerih uveljavljanje bi za nekatere člane družbe pomenilo prisilno opuščanje njihovih legitimnih intimnih prepričanj in vodilo do razraščanja licemerja v družbi, to pa bi načelo izvorno enakost članov družbe. Družbe, ki slonijo na ideji človekovih pravic, med katerimi je tudi svoboda mišljenja in izražanja, so družbe, ki priznavajo etično pluralnost njihovih članov in so prek utrditve vrednote tolerance kot hrbtne strani ideje posameznikove etične avtonomije dosegle soglasje o tem, da njihova enotnost ne more zadevati same vsebine teh prepričanj, ampak le posledice ravnanj v skladu z njimi za druge člane družbe. Če neki način življenja drugim posameznikom ne škodi in jih ne ovira v njihovem negovanju alternativnih pojmovanj dobrega, je tak način življenja legitimen, tudi če se večina družbe v njem ne prepozna in oblastem ni dovoljeno poseči vanj. Temeljni ideološki konsens, na katerem slonijo liberalne demokracije, je torej v tem, da ne javni oblasti, ne posameznikom in njihovim združenjem ne dopušča prisilnega poseganja v individualne svoboščine. Konsens je v tem, da med zasebniki, ki živijo v družbi pod skupno politično oblastjo, obstajajo legitimna vrednotna razhajanja in da je polje vprašanj in delovanj demokratične oblasti in njenih politik, o katerih je mogoče in smiselno dosegati soglasje, omejen na vprašanja javne politike, ki zadevajo dobro vseh. Pomemben del teh vprašanj so seveda tudi mehanizmi zaščite teh legitimnih vrednotnih razhajanj posameznikov in skupin v družbi. To raven konsenzualnosti liberalno-demokratično urejenih družb lahko imenujemo raven osnovnega družbenega konsenza in jo moramo odločno razmejiti od ravni političnega konsenza v teh družbah. Legitimnost političnega konsenza v liberalno-demokratičnih družbah namreč zamejujejo cilji osnovnega družbenega konsenza, s katerimi politični konsenz ne sme priti v protislovje. In zdaj k jedru.
Poskušajmo pojasniti tveganja, ki jih prinaša uveljavljanje ideala konsenza v slovenskem političnem prostoru. Naj kar takoj ponudimo odgovor na osnovno vprašanje smiselnosti uveljavljanja tega ideala, zlasti če zavzemanja zanj ne določimo natančneje in pozabimo na ločnico med osnovnim in političnim konsenzom. Poudarjanje njegove zaželenosti ni oportuno, saj njegova posplošena oblika v družbi, kakršna je slovenska, prinaša več nevarnih tveganj kot gotovih prednosti. Poleg občih razlogov k temu stališču vodijo še razmisleki, ki izhajajo iz specifičnega stanja politične kulture na Slovenskem. Politična kultura, izraz razumemo nevrednostno, kot skupek praks vrednot in občutenj, ki so povezane z izražanjem politične volje, je v Sloveniji namreč premočno zaznamovana z idealom posplošenega konsenza. Ta pa pogosto zamegljuje razliko med osnovnim družbenim konsenzom in političnim konsenzom. Rezultat je nedoločena in vseobsegajoča fantazma družbene harmonije, v kateri ni prostora za pluralnost mnenj in konflikte, ki izvirajo iz njih. Ti spopadi mnenj so obsojeni kot zdraharstvo, razbijaštvo, domnevne izvorne sloge med ljudmi. Iz te predstave izvira tudi negativno vrednotenje politike, ki naj bi nosila odgovornost za to. O vzrokih tega stanja je mogoče razpravljati. Gotovo je vsaj deloma proizvod 50-letnega avtoritarnega režima, ki je svojo avtoritarnost brisal prav z videzom družbenega soglasja, z enoglasno ali celo aklamativno sprejetimi odločitvami v političnih institucijah, z množično udeležbo na proslavah, ki so poveličevale tedanjo civilno religijo. V SFRJ so bile najpomembnejše odločitve pogosto sprejete brez nasprotnega glasu. Ko pa so se nasprotovanja pojavila, so se morala utemeljevati v istih političnih platformah kot glasovi večine. Seveda je težo tega obdobja zgodovine kot določilnice sedanje slovenske politične kulture mogoče relativirati s trditvijo, da smo se nekako pred 2 desetletjema odvrnili od tega lažnega konsenza in začeli ustvarjati pristno, pluralno, demokratsko kulturo, ki je pometla z odzgoraj vodenim družbenim konsenzom. Pa smo se res? Trditev drži, če meri na zavračanje avtoritarno doseženega konsenza. Vendar ne drži, če z njo hočemo povedati, da smo se z vzpostavitvijo političnega pluralizma odpovedali družbenemu konsenzu kot idealu legitimizacije političnih odločitev. Naj to trditev podkrepim z nekaj premisleki v zvezi z dogajanji v slovenskem javnem prostoru od 80 let naprej. V 80 letih se je v Sloveniji oblikoval protiavtoritaren konsenz v civilni družbi, ta pa se je kmalu usmeril v nacionalistično osamosvojitvenega, ki se je izrazil z referendumskim družbenim konsenzom o osamosvojitvi Slovenije. 80. leta so bila zaznamovana z erupcijo civilno-družbenih forumov javnega političnega premišljevanja in iskanjem akcijskega konsenza med njimi. To je potekalo v ozadju nasprotovanja med tedanjo partijsko oblastjo in najpomembnejšimi civilno-družbenimi forumi, Odborom za zaščito človekovih pravic, krogom okoli Nove revije in cerkvijo. Po 20 letih ti momenti političnega življenja 80-ih še vedno obvladujejo imaginarij mnogih Slovencev, ki se ne zavedajo, da je bilo to izjemno široko, nikakor pa ne popolno družbeno soglasje tedanjega časa, bolj enkratno kot pa izjemno stanje. Ne zavedajo se tega, da je bila tedanjemu soglasju v slovenski družbi minljivost usojena že v zibki, saj se je civilna družba tedaj poenotila in delovala složno le zato, ker jo je združeval skupen cilj – boj proti uzurpatorskemu političnemu monopolu slovenske in jugoslovanske komunistične partije. Kakor hitro pa sta bila ta notranji in zunanji sovražnik poražena in je civilna družba zasedla mesto politične oblasti,
so se neizbežno začele razcvetati razlike v ciljih njenih političnih akterjev. Če je bila pogoj za poenotenje civilne družbe zatiralska oblast, si vrnitve tedanjega širokega družbenega konsenza nikakor ne bi smeli želeti. Vstop v parlamentarno demokracijo samostojne Republike Slovenije in začetek strankarskega agonizma v politični areni je bil z tega zornega kota za mnoge travmatična prekinitev sanj o enotnosti Slovencev. Nekdanje točke strinjanja, uvedba demokracije, pravna država, zaščita človekovih pravic, vključitev v evroatlantske organizacije so ob začetku demokratičnega boja za oblast in delitev moči stopile v ozadje. Mnogi akterji tedanjega političnega dogajanja pa so prve korake parlamentarizma v Sloveniji pospremili z jadikovanji nad razcepi in nasprotovanji na notranjepolitičnem prizorišču, ki smo jim tedaj bili priča. Dobršen del prvega desetletja samostojnega političnega življenja so nastajali komentarji, ki so se spraševali, kam je izginila enotnost Roške, referenduma in osvoboditvene vojne. Oblikovanje razcepa med desnosredinskimi in levosredinskimi strankami, tesni izidi volilnih rezultatov teh dveh skupin na parlamentarnih volitvah in težavno oblikovanje vladnih koalicij so bili v velikem delu javnosti dojeti kot psihološko neznosni dogodki, ki so bili vedno znova priložnost za spomine na enotnost iz časa priprav na osamosvojitev. Široka pahljača civilno-družbenih organizacij in gibanj, ki je nekoč delovala kot ena volja, se je v razmerah sproščenega političnega trženja razprostrla v mnoštvo večkrat diametralno nasprotnih stališč. Vrstili so se pozivi, naj politika stopi skupaj in strne vrste, naj politične stranke prenehajo z metanjem polen pod noge druga drugi. Mnogi so si življenje v samostojni Sloveniji predstavljali kot življenje v slogi in izražali svoje razočaranje, ker se ta pričakovanja niso izpolnila. V teh izrazih nezadovoljstva je spregovorilo nadejanje, da se bomo Slovenci, končno sami gospodarji svoje usode, brez težav zmenili o skupni poti v prihodnost. To pričakovanje je ostalo neizpolnjeno, vendar tudi danes še zdaleč ni izkoreninjeno. Kaže se na primer v mesečnih političnih javnomnenjskih raziskavah, ki ocenjujejo delo parlamenta in vlade. Odkar so jih uvedli, je vlada za svoje delo skoraj brez izjeme dobivala višje ocene kot parlament. V tem nizkem vrednotenju parlamenta, kot kraja, kjer naj se pokažejo, argumentirano soočijo in tudi konfliktno razrešijo predlogi in vizije reševanja družbenih vprašanj, je na delu vztrajanje nesporazuma, ki ga velik del Slovencev goji do same institucije politike. Toda v tem negativnem odnosu do politike, ki ga je treba brati skupaj z vztrajnim klicem po družbeni enotnosti, bolj kot tradicija avtoritarno-partijskega določanja družbenega konsenza od zgoraj in bolj kot svetla tradicija oblikovanja družbenega konsenza od spodaj v 80-ih, spregovori predmoderna in predpolitična miselnost vrednotno homogene avtarktične lokalne skupnosti, ki v svojem enoumju ne zmore misliti drugačnih naborov vrednot od svojega lastnega. V vseh svojih pomenih konsenz namreč ne predpostavlja pluralnosti tistih, ki ga sprejemajo. Če konsenz razumemo preprosto kot enotnost, ni nujno, da je ta enotnost rezultat njej predhodne neenotnosti oziroma pluralnosti mnenj. Obstaja tudi pojmovanje konsenza, v katerem ta ni rezultat procesa približevanja izhodiščnih razhajanj mnoštva posameznikov, temveč je dojet kot izvorno, neproizvedeno stanje kvazi naravne skupnosti, ki se je v zgodovinskem toku, tako ali drugače, nesrečno izgubilo in ga je treba le ponovno najti in vzpostaviti.
Politika se v tej luči kaže kot ponovno vzpostavljanje izgubljene, izvorne narodne enotnosti. Samo na ozadju takšnega pojmovanja konsenza kot narodne sloge v domnevni, izvorni predpolitični skupnosti je mogoče razumeti tožbe o kulturnem boju kot največjega obžalovanja vrednem stanju stvari, čeprav izraz navsezadnje ne označuje nič drugega kot legitimen ideološki boj različnih političnih usmeritev ali tožbo o 100-letni oziroma 150-letni razklanosti Slovencev na dva politična tabora. To razklanost je treba preseči, kar naj bi bila najpomembnejša politična naloga pred slovenskim narodom. V vseh teh klicih je treba prepoznati nevarne klice avtoritarizma, ki v iskanju konsenza ne vidi združevanja izhodiščno divergentnega, temveč soglasje nerazlikovane predpolitične skupnosti, ki ni dopuščala razlik in nasprotovanja njenim interpretom. Vračanje v čas pred 100 ali 150 leti, ko je bila ta enotnost domnevno izgubljena, je vračanje v čas, ko je bila enotnost vzpostavljena v hotenju po neodvisnosti od zunanjih gospodarjev. Toda za to iskanje izgubljene enotnosti velja isto kakor za iskanje, ki njeno izgubo locira v začetek parlamentarizma v 90. letih. Prezre, da izjemno enotnost civilne družbe, ki se vzdigne proti represivnemu režimu, skuša narediti za normalno stanje družbe in obratno, normalno razhajanje v civilni družbi in politični sferi, ki je indeks razvite individualne moralne avtonomije članov družbe, obsoja kot neznosno. Srhljivost predmoderne komponente konsenzualnosti v slovenskem okolju se je pokazala v pobudah o razpisu referenduma, ki bi de facto pomenil referendum o odpravi spoštovanja človekovih pravic posameznih skupin moralnih tujcev. Te pobude narekujejo previdnost v demokratični rabi ideala konsenza v Sloveniji. Raba tega koncepta namreč ne utrjuje nujno ideje, da konsenz implicira predhodno pluralnost stališč udeleženih, ampak vsaj včasih to pluralnost nasprotno obsoja, kar poraja nevarnosti tudi za obseg in univerzalnost varstva osebne svobode, tako ali drugače, drugačnih posameznikov in skupin. Slej ko prej ostaja ena najpomembnejših nalog vseh, ki si prizadevajo za graditev liberalno-demokratskega okvira javnih presoj, da opozarjajo na upravičene zahteve moralnih tujcev po enaki obravnavi, na nelegitimna izključevanja, opravljena v imenu tihega soglasja moralne večine, in na plodnost obstoja različnih premislekov v njeni sredi za odločanje o javnih zadevah. V tej luči bi se bolj kot za kulturo konsenza kazalo zavzemati za kulturo moralnih in kulturnih razlik, brez katerih ni pristnega nenaravnega konsenza, to je konsenza kot združevanja izvornih razlik. Slišali ste ponovitev eseja z naslovom Konsenzualna demokracija, ne hvala. Avtor je bil dr. Igor Pribac, filozof in nekdanji urednik časopisa za kritiko znanosti in visokošolski učitelj na oddelku za filozofijo ljubljanske filozofske fakultete. Besedilo sta brala Nadja Jarc in Bernard Stramič, oddajo pa ureja in pripravlja Goran Tenze. Pogled v znanost.